Živijo, Tilen, ne slišimo te. Hvala. Evo, še enkrat ponovim, lep pozdrav vsem. Se opravičujem, no, sem imel izklopljen mikrofon. Torej, znova sem skupaj v novi epizodi Popotniškega Snapa, spet na oddaji, ki jo organizira za vas Popotniško združenje Slovenije. Torej, to je eden izmed mnogih projektov združenja, s katerimi se poskuša kreirati mladinsko popotništvo in mladim približati potovanja kot način pridobivanja izkušenj in znanja za uspešnejšo življenjsko pot. Dogodek poteka v sodelovanju z organizacijo Mladi Maribor. Danes pa bo ta epizoda potekala v bolj posebni obliki, torej v okviru krajšega intervjuja, dialoga, v okviru katerega se bomo podali v Sudan. Natančneje, odkrivali bomo to državo na podlagi izkušnje naših že znanih popotnikov, torej Katarine in Roka Hočevarja, ki sta se pred kratkim tudi tja odpravila. To je tudi priložnost za vas, da postavite vprašanja, da izveste več, če vas kaj zanima, tako da sedaj vaju pa pozdravljam v naši novi epizodi. Torej, Katarina in Rok, pozdravljena. Živijo. Zdaj sta že naša redna gosta, no? Skupaj smo se odpravili že v Južno Ameriko, če se ne motim, odkrivali smo oziroma podali smo na svete, zakaj potovati v mladosti in tako naprej. Sedaj pa torej gremo v Sudan in bi za začetek lahko mogoče začeli s tem, kako sta vidva se sploh odločila za Sudan, oziroma kakšen je sploh pot v Sudan, kako to izgleda, kaj je vse potrebno na začetku, preden se odpravimo v to dokaj eksotično državo? Boš ti začel, zakaj so šla v Sudan? Lahko je. V bistvu Katarina je že od nekdaj hotela iti v Egipt gledati piramide. In pač, bom rekel, skozi to raziskovanje sva pogruntala, da v bistvu ta prave, ta originalne piramide so v Sudanu in da jih je ogromen, še veliko več kot pač v Egiptu. In da ni folka, ki bi se tarali okrog teh piramid. In to je bila vozovnica kupljena. Torej, piramide so bile prvi razlog, da ste se odločili za Sudan. Ja. Drugače Sudan ima, tako kot je Rok rekel, več kot 100 piramid, medtem ko jih Egipt ima, mislim, da okrog 30, nekaj takega. Zgrajene na isti ali pa na podoben način, pač isto ta egipčansko verovanje, knjiga mrtvih je pač poslikave in tako. Zelo podoben, sam pač, da je veliko manj poznano. In to je nama načeloma zelo všečno, da v bistvu neke alternative tistim najbolj turističnim krajem poiščemo. Zdaj pa vprašal si še glede tega, kako prideti v Sudan. Zdaj prvo načeloma z letalom. Midva so šla pač kar s Turkish Airlines, se pravi iz Ljubljane, dol. Pa vizo rabimo, ne. Za Sudan je vsem taka država, za katero Slovenci potrebujemo vizo. In to tako, da moraš vnaprej si jo urediti na veleposlaništvu na Dunaju, kjer moraš oddati prstne vtise. Se pravi, moraš osebno iti na veleposlaništvo na Dunaj, oddati prstne vtise. Mogoče, če te lahko tukaj vprašam, verjetno to ni potekalo vse kot po maslu. So bile kakšne zapleti pri tem? Kako bi rekel, mislim, ni bilo tako, kot sva pričakovala. Se pravi, midva sva že vnaprej poslala vso dokumentacijo na Dunaj in sva mislila, da pač dava prstne vtise, dobiva vizo in greva domov v maksimalno 2 urah, ne. Trajal je cel dan, ampak je bilo pa v enem dnevu, ne, tako da za Afriko je že to dobro, da v enem dnevu urediš stvar. Pač načakaš se, v Afriki gre vse zelo počasi. Fino je, da si vmes kaj zrihtaš, da greš, ne vem, še kaj vmes pogledati, tako pač. To je izlet na Dunaju v bistvu, bolj kot da greš tja pa vzameš stvar. Torej, kaj je nujna stvar, no, je torej ureditev vize na veleposlaništvu, oziroma kar vzame lahko veliko časa. Kaj pa glede cepljenja in podobnih stvari, ste se morali kaj pripraviti slučajno? Ne. Mislim, midva sva že cepljena za vse te neke osnovne popotniške stvari, recimo hepatitis A, B. To sva že vse cepljena, tako da prav nekih cepljenj Sudan ne zahteva. Če bi šla prav na jug Sudana, tam je že bolj močvirnato območje, bi bilo fajn tudi kakšne antimalarike imeti. Midva sva potovala pa bolj po severnem delu Sudana, ki je precej puščavski, in tudi je posledično manj komarjev, tako da nisva jemala antimalarikov. Torej, mogoče, da še jaz omenim, danes je to bil nekakšen uvod v vajino potopisno predavanje, ki še bo prišlo. Torej, nek pogovor nasploh o Sudanu, da mogoče malo
državo kot takšno opišemo. Več pa mogoče lahko na koncu tudi povedala, ne, o vajnih prihajajočih potopisih. Seveda. Ja, mogoče pa se nadaljujemo torej z naslednjim vprašanjem. Kakšno pa je trenutno stanje v tej državi zaradi konfliktov državljanske vojne, no, kolikor vemo? Ja, v bistvu smo se pogovarjali prav z eno gospo, ne. Mogoče najprej tako je. Dostikrat se zgodi po najnih potovanjih, pač ne vem, ali je to kakorkoli naključje ali ne, ampak ko mi odideva iz države, zelo kmalu rata kaj narobe in tukaj je pač državljanska vojna se začela. Mislim, da 2 meseca potem, ko so Ja, aprila, ne? Ja, Mislim, marca, da še, aprila. Tako da pač stanje je precej slabo, dosti ljudi je pobegnilo, med drugim tudi ena Slovenka, ki je tam živela 40 let in sva bila z njo pol malo, sem se jaz predvsem malo pogovarjal, pa je rekla, da je prišla nazaj v Slovenijo po 40 letih s svojo hčerko in njeno družino in čakajo, da se pa zadeva umiri. Tako da trenutno je mogoče malo težje tam, ampak ljudje, a ne, so pa sami po sebi pač blazno prijazni in težko je zdaj, se pravi, trenutna situacija ne bi omejila, rekel, neke poti tja, ko se zadeva mogoče malo umiri, no. Ja, mislim, Sudan je že kar nekaj časa tako on-off, ne, imajo neke napetosti v državi, pač tudi ameriške sankcije zaradi prejšnjega predsednika, imeli so revolucijo, tako, skozi se nekaj dogaja, skozi je napeto. Zdaj, ko so bila midva tam, je bilo v bistvu relativno mirno obdobje, edino, kar so naju opozarjali, so pač občasni protesti v glavnem mestu, ki lahko pač postanejo nasilni. Ampak dejansko v času, ko so bila midva tam, ni bilo prav nobenega protesta. Ja, kot je pa Rok rekel, je pa potem 2 meseca kasneje spet izbruhnila državljanska vojna, tako da kar žalostno za to lepo državo, no. Dokaj turbulentno je, torej so razmere tam, no. Je res treba biti pripravljen iz dneva v dan. Kaj pa, če vas vprašam, ste bila vidva kdaj res mogoče v kakšni nevarnosti tam? Je bil kakšen trenutek, ko ste dejansko razmislili, da bi se pri priči vrnila oziroma kaj podobnega? Ne, v Sudanu prav zares ne. Najbližje je še bilo, ko pol ure nismo najdela štopa ali kaj, svem koliko časa, mislim tako pač, ampak, a veš, mislim, hočem reči, da to je bila najslabša situacija, kar pomeni, da je bilo precej dobro, ne. Ni bilo nobene take situacije v Sudanu. Pač Ljudje v Sudanu so res izredno prijazni in izredno gostoljubni. In kakor sva prej malo tako bila, mislim, prestrašena, previdna, ne, sploh ko bereš, ne vem, v Lonely Planet niti ne obstaja tale Brat DT Guide, pač ena druga, rekla, založba, ki izdaja tudi popotniške vodnike, moče za take malo bolj nenavadne države. Tam je bilo celo poglavje, kaj narediti, če pride do nemirov, če pride do eksplozije, ne, kam se skriti, kako se zaščititi. In ko bereš to, kar malo zamisliš, kam zdaj pa midva greva, ne, pa od tega, kako te lahko ugrabijo in to, ampak dejansko pač midva nisva doživela nič drugega, razen res prijaznosti, ampak tako odkrite, ne koristoljubja, ampak res sam prijaznosti, gostoljubja ljudi, no. Take nekomercialne gostoljubnosti, no. Ko ne pričakujejo nič zameno, no. Res pristno. Torej, če sem prav razumel, prav v vodniku so dejansko primeri, oziroma kako se obvarovati pred kakšnimi eksplozijami, pa to je prav omenjeno v vodniku turističnem. Ja. Kaj narediti, kako se skriti, ne. Vem, da je pisalo, da ko vidiš v filmih, da se nekdo skrije za avto, da to pač ne pomaga, da to ni dobra ideja. Pa ne vem, še nekaj tako, zdaj sem že majčkeno pozabila, no, ampak kar zanimivi nasveti so bili. To pa res stvar, ki te lahko prestraši, no, mogoče, oziroma te na koncu tudi odvrne od potovanja v Sudan. Ja. Jaz sem zelo vesela, da naju ni, no, ker je bilo res, res lepo. Da sem še dodati, da midva sva bila cel čas potovanja po Sudanu povsod edina belca. Se pravi, kjerkoli sva potovala, nikjer nisva videla drugega turista. In po eni strani sva zelo izstopala. Če bi kdo hotel nama kaj narediti, pač itak sva bila lahka tarča, hitro opažena. Ampak je bilo glih nasprotno, so naju opazili, ampak so pristopili do naju, a kaj rabita,
častili so nama čaj, tako recimo na avtobus, ko sva čakala, nam je kar en domačin prinesel čaj. V Sudanu veliko pijejo ta njihov metin čaj z veliko sladkorja, pač in to sva kar tako dobila, ne vem, ena jo povabil, če greva na kosilo z njim na eni avtobusni postaji, pa sem bila tako, ne, vse v redu, hvala, ne. Je bilo že nama nerodno, ko so bili toliko prijazni do naju. Torej so se počutili kot dolžni, da za vas skrbijo, no, za vas skrbijo dejansko, ker ste prišla v to državo k njim, no. Ja. To pa je res lepo slišati, no. Kaj pa drugače, ste spoznala mogoče, ustvarila kakšne prijateljske vezi z domačini, mogoče s katerimi, oziroma ste se kaj povezala s kom? Ja, mislim, domačine so že prej ene parih dobila kontakt in smo pa en fant, pa neko par njegovih prijateljev v Kartumu, v glavnem mestu, in smo pa tam okrog prve par dni raziskovali skupaj. Mogoče so nam malo uvedali v celo zadevo, ne? Ko vse mi priletimo pač iz Evrope in je malo drugače tam, tako da je bilo to zelo dobrodošlo. Pa tudi kasneje nam je pomagal malo pri logistiki, da sva se lažje znajdla, kako kakšno stvar najbolj optimalno izvesti. Verjetno bi se dali tudi brez, ampak bi bilo več nekih zapletov. To, drugače pa ogromno ljudi srečaš na poti, ker itak oni ne govorijo angleško, mi da ne govorijo po njihovo in pač zadeva rata zelo hitro hecna. Včasih imaš še kakšno darilo zraven za kakšnega otroka, ne vem, ko čakaš na busu recimo, pa se začneš pogovarjati ali pa sporazumevati, bom rekel, z ne vem, mamo, a na njegovo, pa tako, pač naključni stiki z ljudmi so pač bili ful fini tam, no. Ni jih bilo težko navezati v bistvu, no. Čeprav je bila velika, rekla, bariera jezikovna, ker, kot je Rok rekel, večina ljudi ne zna nič angleško, midva dve besedi arabsko. Google Translate arabščino zelo slabo prevaja, tako da se nismo mogli pomagati, ampak ja, res z nekimi takimi gestami, kot je bil recimo čaj, ali pa midva sva imela, ne vem, balone s sabo, pa ne vem, neke bombone za otroke, tako. Pa začneš, navežeš prvi stik in potem drugega se malo nasmeješ, en drugmu pa je, takoj se mi zdi, dan lepši. Mogoče, kaj Katarina omenila Google Translate, se mi zdi, da včasih je malo čuden prevedel kakšno stvar, včasih je bilo smešno, včasih so pa vedela, da je narobe prevedel, tako ne. Ja. Tako da je to, no, mislim, tudi izkušnja samo po sebi, no. Oziroma izziv se sporazumevati dejansko v takšnem okolju. Kakšno pa drugače, mogoče razlika, kakšno je mogoče med prebivalci v mestih, na podeželju, kjer je bilo več tega stika, mogoče? Sta potovala tudi kaj po podeželju, samo med mesti oziroma podeželju? Meni se zdi tako, da vse ostalo je bilo eno podeželje izven glavnega mesta Kartuma. Pač v Kartumu so bila s tem s to družno, tam bi bilo težje navezati neke stike, valjda zaradi tega, ker je pač toliko večja stvar in pač urbano, ne. Čeprav, a se spomniš, en taksist, ki naj je pelal v Kartumu med enim uradom in drugim uradom, ko sem mogla nekaj urejati, je tudi začel z nama klepetati, on sicer bolj francosko znal kot angleško, ampak v tisti kratki vožnji smo se sporazumeli in je Roka vprašal, koliko ženama, če sem sam jaz edina žena, ali imaš kakšno, in pa so ga midva vprašala, koliko pa jih imaš ti, in je povedal, da ima 2 ali 3 žene. Tako da, da moraš biti bogat, če hočeš imeti več žena. Ja, to pa je zanimivo, no. Takšni pogovori kasneje se razvijajo. Kako sta pa vidva večinoma potovala, torej po Sudanu, zdaj sta imela taksi tudi z avtobusom, pa čeprav vem, sta tudi štopala, ne? Če se ne motim, če sta tudi prej omenila to. Ja, v bistvu vse troje, no. To je to. Mislim, da so celo nekaj rentati avto, ampak je bilo predrago. Se pravi, res nenormalne cene, za naju nenormalne. Se mi zdi, da tukaj res ni bilo neke tako, kada bi zdaj rekel, da je 200 € na dan, a veš, za nek avto, in to je res ogromno. Tako da ja, pa sva bila v bistvu primorana, da potujeva z busi, minibusi, ja, boje. Pa nekaj sva štopala, ja, kaj? Ne, minibus pomeni kombi,
kamor gre dvakrat toliko ljudi, kakor jih recimo bi smelo sedeti v takem kombiju. Gre, ko je avtobus oziroma minibus poln, ne, tako da to je tisti ta zanimiv del, ko pač sediš v minibusu in čakaš, da bo speljal, ne, in to je takrat, ko lahko navežeš kakšne stike ali pa komu daš kakšno delnice, ne. Ja, To je kjer pa- takšna praksa, pardon. Ne, hodila sem samo reči, da ja, kjer pa ni bilo teh minibusov, ker ponavadi tako minibus zjutraj štarta, ne, in pač popoldne, ko sva rabila prevoz, pa ja, dejansko dvigneš pavc in ne, sred puščave izgleda tako zelo neobetavno, ker je pač, predstavljaj si, dolga ravna cesta, na obeh straneh Sahara in pač zdaj ti tam štopaj. In pač mogoče gre en ali pa dva avtomobila v pol ure mem, ampak dejansko nama je, ne vem, ta drug ustavil. Tako da ni bilo težko štopati. No, mogoče sta bila vidva kot atrakcija, no, je zanimivo, mogoče vam za to prej ostavili tudi, no. Smo. Kaj drugače pa je praksa v teh avtobusih tudi, oziroma minibusih takšna, da odpelje, ko se avtobus napolni, oziroma je kakšen bolj nek redno urnik, tega verjetno ni, ne, takšnega. Ne, ko se napolnijo, ampak to pomeni, pazi to, da recimo pridejo 3 gor, ne, pa prideta še 2 gor, pa se pa 2 premislita, pa gresta dol. Tako, to ni tako, da bo zdaj, ker pač ljudje prihajali. Pač čakaš lahko uro, 2, lahko čakaš tam, da pač bo speljal, ne. Včasih pa pobirajo, no. Zdaj, enkrat je bilo celo, da so pobirali denar vnaprej, in si se napisal na listek, in ko je bil tisti listek poln, pol je pa bus šel, mislim, minibus. To je bila enkrat. Urnik je bil edino v Kartumu, približen urnik, se pravi odhod avtobusa iz Kartuma. Ko sva pač odhajala, takrat sva vedela, da ob 6 zjutraj gre avtobus, recimo. To je bila edina tako točka, točna, kako bi rekla. Kaj pa je drugače, zdaj, če smo pri cenah? Prej sta omenila, da so bile cene za najem avtomobila na dan izjemno drage, torej tudi za naš standard. Kaj šele za domačine, oziroma ima kakšne drugačne cene, oziroma kakšen je sploh valuta pri njih, no, mislim, napram evru. Je dejansko tako Ja, nizke ko so bila vrednosti? misla tam, je bilo, mislim, drugače zelo švoh valuta, se pravi, oni uporabljajo sudanski funt in ko so bila midva tam, je bil 1 evro približno 120 funtov. Kar je še fora je, da je njihov največji bankovc 1000 funtov, če se prav spomnim. Kar pomeni, da pač, če hočeš nekaj plačati, rabiš velik kupček denarja. Tako da sva hodila ko neka ful ultra bogataša skupaj denarja, oziroma v paketki z elastiko zavitka denarja okrog. Kar se tiče cen, Mislim, prvič domačini itak ne rentajo avtov, ne. Drugič to, kar sem rekel, cena je v bistvu bila skupaj s šoferjem, ker se ni dalo sploh najeti avta brez šoferja. Pa tretjič se mi zdi, da za vse neke te turistične aktivnosti, kar se mi zdi, da rentakar pač je, nekako nimajo feelinga. A veš, 5 evrov, 50 evrov, 500 evrov, kaj pa je to vse isto, na ta način. Tako da pač se mi zdi, da je tako pač malo se malo zgrešilo, no, kje. Pač, ampak to niso, veš, to niso številke, ki oni operirajo med sabo, ali pa ne vem, na tržnici pa tako, ko se pač da pogajati, ko so stvari malo cenejše. Mangoti, ne vem, datli in take stvari še vedno so dosti ugodne tam. Ja. Ker ste vidva omenila, da ste bila tudi dejansko skoraj edina turista tam, je prav zanimivo, no, kakšne visoke cene imajo, če ne morajo dejansko prilagajati, oziroma pač ugibajo dejansko, ja. po mojem lih to, ne, ker je toliko malo turistov in tistih par turistov more pokriti, ne, v bistvu strošek. Tudi vstopnine recimo so, ali pa Bible, precej drage. Ne vem, vstopnine za piramide je pisalo na spletu, da so $20 na osebo, kar je kar velika, ne. Ampak, ko sem midva tja prišla, ni nobenega bloka, bi pobiral vstopnino, in tista hiška, kjer ne bi nekdo sedel in pobiral vstopnino, je bila polna peska, ne, pač Sahara je nametala noter pesek, tako da Takšna tam pa že realnost. nekaj časa ne pobira nobene vstopnine. Ja, no, so bile pa neke grobnice, recimo, ko smo išli gledati, so pa hoteli 24 dolarjev, ne? Za grobnico na osebo. To je bilo pa veliko, pa 2 so hotela videti, saj meni se zdelo ogromno.
Ampak bo zdaj vprašala, kakšna je pa cena v sudanskih funtih. In je pa že prva cena, ki jo je ta tip povedal, je bila skoraj polovico nižja, kakor pa tisto, kar je povedal v ameriških dolarjih. Ne. Tako da se splača imeti. Tudi če je pak gotovine, se ga splača imeti. To je dobro premisliti, no. Če lahko plačaš torej v njihovi valuti, ali dejansko se držiš te cene, ki je bilo na spletu. Kaj pa drugače, glede teh atrakcij, ta glavnih, oziroma katerih vidva mogoče priporočate ostalim popotnikom? Sedaj sta omenjena piramide, pa grobnice, pa mogoče Kartum kot glavno mesto. Še kaj takšnega res zanimivega, no, kar nam ni poznano v Sudanu? Ja, midva so šla gledati večinoma te stvari, ki so bile v bistvu nekako povezane z Egipčani, mislim, starim Egiptom in potomci, ali bi rekla, ali pa nasledniki starega Egipta, to so bili Nubici, oziroma Nubici so na tem področju živeli že prej, ampak poli so jih pač Egipčani, rekla, zavzeli in ko je Egipčansko kraljestvo razpadlo, so potem Nubici ustanovili svoje kraljestvo tukaj na severu Sudana, pa južni Egipt in v bistvu so nekako v prejšnjem obdobju, ko so bili pod Egiptom, tudi Nubici prevzeli to vero in to, zato sem že prej omenila, in so nadaljevali z gradnjo piramid, templji, vera je bila enaka. Tako da za naju je bilo, so bile te piramide zelo zanimive, ker kot sem rekla, alternativa egipčanskim piramidam. Videla sva zelo lepe grobnice, ki so v bistvu podobne tistim v Egiptu spet, sam, kot sem že rekla večkrat, edina turista sva bila, ki sva si ogledovala te stvari. Potem sem si ogledala en zelo lep tempelj, Solep, tudi v bistvu ruševine v bistvu egipčanskega templa. Spet, tako kot, ne vem, recimo, če kdo pozna Karnak tempelj v Luksorju, podoben, samo pač, da si sam tam. Meni osebno je bila tudi reka Nil zelo lepa, tako nekaj posebenega je na Nilu, no. Šla sva parkrat s čolnom čez Nil, ne vem, na en otok sva šla enkrat, čistko pač z domačini, ker so bili šli na otok popoldne domov, v bistvu so se midva zraven pelala pogledati tisti otok, tako, ne vem, že sam neka energija, nekaj je na Nilu. Ja, mislim, Nil v Sudanu je res pač življenje, tako vmes je enačaja, ne. Pač tega ne doživiš v Egiptu, no. Vsaj v tem delu, ko sva šla midva, se pravi od Kartuma gora, ne. Je res pač, tam je okrog Nila je zeleno, ostala pa puščava in to se res ful čuti in je zelo zanimivo to videti, no. Gor po Egiptu tega pač jaz nisem toliko čutil. Ja. Kakšen pa je ta občutek zdaj, ko ste rekli, da ste bila pri teh takšnih res zanimivih atrakcijah, pa pri Nilu dejansko sama, edina turista, no, med domačini. To je dejansko res posebno doživetje, no, tako, lahko rečemo avtentično, ko takrat uporabljamo ta izraz. Ja. Doživetje. Ja, mislim, to je res, zato je meni Sudan toliko všeč bil, no, ker sva imela, ne vem, več tisoč let stare piramide sama zase in sva lahko v miru se sprehajala, si jih ogledovala, fotografirala, pač vse, ne. Medtem, ker če greš v Kairu oziroma v Gizi gledati piramide, je tam pač ne vem koliko tisoč drugih turistov, potem še toliko in toliko prodajalcev, ki za vsakim vogalom te kličejo, vabijo k sebi, hej sir, hej madam, boš to kupil, čist drugačno, tako ne moreš se umiriti, dojeti, kje sploh si in kaj gledaš. Pač to, da so bila pa pri domačinih, je pa tudi tako, ja, recimo tudi ta otok, ki sem omenila, to je bil čist kar en otok, še imena ne veva, oziroma ne vem, če sploh ima ime. To je bilo čist pač v eni vasi so bila in so videla popoldne, da grejo domačini s čolnom na otok. Pa li še malo časa sva imela, ne? Ja, Tisti dan. jaz sva rekla, greva pogledati in potem se je spet našel, vedno se najde ena prijazna oseba, en gospod, znal je par besed angleško in je rekel, mama, jaz razkažem ta otok. In nama je pol vse razložil, kako Nil poplavlja, kako prinaša v bistvu to rodoviten mulj, a je mulj, ja, se je, pač rodovitne te minerale, a ne, da s tem v bistvu oni gnojijo oziroma jim Nil pognoji otok, oziroma to, kar je Rok omenil, tudi vse okrog Nila, a ne, s poplavami v bistvu Nil pognoji in imajo nasade datla, boba, pač to so vse lahko tam videla, ne vem, tako res, ja, res avtentično, no. Nekaj, kar se v destinacijah, kjer je ogromno turizma, pač že izgubi, ne. Torej ste imela tako privatno vodeno turo, no, sa strani domačinov, dejansko pa... Tukaj sem se počutila malo bolj, rekel, opazovalca pač njega življenja, ki tam poteka, pa rekel, spoznaš koga na poti, ne?
Ko pa greš v neko malo bolj turistično državo, pač ko greva, se počutiš tako, kot da pač greš gledati različne, ne vem, turistične aktivnosti, ne? Pa greš gledati samo tempelj, pa greš gledati samo uno, pa drugo, pa tretje, recimo, ne vem, pa vmeš še kaj dobrega pojesti, pa tako. Tule je bilo pa tako, ne vem, šla sva gledati tempelj, ampak tempelj je bil sredi polja in pač, mislim, cel ta vibe, ki je bil tam, je bil čist nekaj drugega, no, ker mi smo pa to svojo pot iz Sudana nadaljevala še v Egipt, ne, in sva tudi tam videla kar nekaj templov. In je ta primerjava v bistvu zelo živa, Sudan, Egipt. To je lahko iz prve roke primerjala dejansko na eni strani mogoče masovni turizem, na drugi strani pa dejansko popolnoma brez turizma. Kakšna pa je razred tega ohranjenost atrakcij, pa takšen pač teh zgodovinskih spomenikov, dejansko skrbijo za njih vseeno ali bolj tako propadajo? Definitivno ne skrbijo to kot v Egiptu. Do neke mere jih vzdržujejo, ampak večinoma so to, rekla, tuj denar, tuj vložki. Ne vem, v enem kraju sva bila, je bila ravno tam ena velika arheološka skupina, skupina arheologov, ki so neki tam žličkali, ki mi rečemo, pač raziskovali, ampak to so vse tujci, ne? Tako da Sudan pač je revna država tretjega sveta, ki se sploh trenutno pač ukvarja z drugimi stvarmi, kot je turizem in ohranjanje pač svojih spomenikov zgodovinskih. Ampak vse, kar sem videla, je bilo, rekla, dovolj ohranjeno, da nama je bilo lepo. Ziher bilo pa še lepše, oziroma bi se lahko lotili kakšne obnove, restauracije teh stvari. Ne? Torej, ja, tako kot si izpostavila, torej Sudan ima druge prioritete zdaj, ko ima takšno konfliktno obdobje, že dolgo pač, tako da ja, kot destinacija je popolna, mogoče za popotnike nasploh, ampak je pa res veliko tveganja tudi prisotnega, ne, kakorkoli obrnemo. Ja, mislim, no, tako, se pravi, v trenutni situaciji je nekaj tveganja, ne, zaradi pač te situacije, ampak v času, ko sva bila midva, se nama, ko sva tja prišla, ni zdelo, da je tveganje, ker so se počutila veliko bolj dobrodošla zaradi ljudi, ki so bili toliko prijazni in toliko, rekel, te vidijo in pomagajo, ne, so se počutila recimo veliko boljše kot v kakšni Mehiki, ki sva bila, recimo. No, pa tudi v Egiptu, ne, v Egiptu vidijo turista kot pač on ima denar, ne vem, da imamo nekaj prodati, da, mislim, v smislu, da dobimo mi njegov denar. Pač v Sudanu tega ni bilo, tudi tisti fantje, ki so se z njimi družila v Kartumu, pač niso dovolili, da bi midva plačala za karkoli. So naj opeljali na večerjo, na pijačo, bog ne daj, da bi midva probala kaj plačati, ne? Pa se nama je tako zdelo, pa midva 2 Evropejca, pač službo tukaj, valjda lahko njim plačava večerjo, če so naj vozili okrog, ampak ne, niso pustili, ne? Tako res, se pravim, čist drugo, res nasprotje z Egiptom ali pa z marsikero drugo državo, no. Rečemo, da kot gost sta bila res sveta, no, mislim, dejansko pomembno gosta, ne. Ja. Tako da v nekem malo bolj mirnem obdobju v Sudanu se definitivno pač splača iti. Ne? Zdaj, kaj pomeni mirno obdobje v Sudanu, tudi ko sva midva šla, marsikdo verjetno ne bi šel takrat v Sudanu, ne? Ker že dolg časa Sudan ni mirno, tako mirno, kot recimo lahko rečemo v Evropi mirna država, ampak ne vem, nekaj tveganja sprejmeš, tako kot si rekel, za naju je bilo več kot vredno, no, in tudi pred tem, kakor sva brala popotniki, noben ni imel nekih hudih težav pri potovanju po Sudanu. Ma pa Sudan neko tako negativni prizvok, no. To pa je res, to. Mogoče še bi vprašal, kako pa je bilo s pitno vodo dejansko v mestih in tako naprej? Imajo dejansko kaj virov vode oziroma kako je to tam urejeno? Domačini pijejo Nil, ne? Okay. Mislim, imajo Nil, ne, in imajo pač, itak v Kartumu se združta, stakneta beli in modri Nil, in pa naprej teče reka Nil, tako da marsikateri domačin pač ima vodo iz Nila, drugače imajo tudi vodnake, ne. Midva sva vse prefiltrirala, no, midva sva ali kupovala ustekleničeno vodo oziroma imava svojo flašo, ali ko se reče po slovensko, steklenico, plastenko s filtrom, no. Ker vseeno
Vse se mi zdi, mislim, neko tako osnovno pravilo je, da če nisi zihar, pa če obstaja možnost, da pač boš zbolel, pa če si na, ne vem, dvotedenskem potovanju, verjetno si nobeden ne želi en teden od tega pač ležati v postelji, ne. Ali pa sedeti na WC-ju. Ali pa sedeti na WC-ju. Pol, ne, better safe than sorry, pač vsaj filtriraš. To velja torej za to vodo, da dejansko so pač dejansko domačini bolj navajeni kot pa dejansko tujci, ne? Ja. Oziroma to, moramo biti navajeni na takšno stvar, ne? Jaz sem brala pol zapise od kakšnih takih še malo bolj ultra divjih, če tako rečem, popotnikov. Je rekel, ja, jaz sem pil vodo, pač potem sem zbolel in dobil imunost, ne, na karkoli je že bilo v tisti vodi in od In pa takrat okej. naprej sem bil v redu. Zdaj pač, če ti je to okej, da zboliš vmes mal, super, ne, mislim, meni ni, no, jaz rajš ne bi. No, so bili pa ti ljudje verjetno dlje časa v državi, tako da pa tistih par Ja, dni je ja, okej. No, investicija za naprej, no, mislim, kakorkoli obrnemo. Ja. Torej, zdaj, v zaključku tega kratkega intervjuja bi vam še vprašal, oziroma prosil, če še imate kakšen nasvet za gledalce, poslušalce, če bi se slučajno prihodnje odpravili v Sudan, še kaj posebnega, tako bi bilo potrebno omeniti, mogoče, da se pripravijo. Jaz bi rekel, pač spremljajte in ko se zadeva malo umiri zdajle, ko bo tista Slovenka recimo šla nazaj, se splača iti v to državo, ker pač res so najbolj prijazni v tej državi, no, ljudje. Tako pač ni se treba bati, no, nekih, ker nobena izmed teh, bom rekel, stvari, ki se zdaj dogaja, ni targetirana na turiste. Ne vem, noben ti nič slabega noče kot nekomu, ko priješ tja. Noben te noče obrati tako za denar ali za kakoli. Tako, no. Sam dobri nameni, pač imajo pa probleme in ko se v te probleme umirili, pa sam gasa, kdo hoče iti. Jaz bi samo mogoče omenila, da pri nastanitvah je treba zelo spustiti svoje standarde, kje spiš, ali pa imeti zelo veliko denarja, ker nastanitve so ali zelo drage, tako res zelo drage, 200 € na noč, pa je zelo navaden hotel, nič neki luksuz, ki te masirajo, pa ne vem kaj, a ne. Deljeno z 10 bi bilo to pri nas, verjetno nekaj Ja, cena. ja. Ali pa še manj. Ali pa pač tiste, ki so pa bolj poceni, tako neka normalna cena, recimo 20-30 € na noč soba, so pa res slabe, no, res umazane. Tako da recimo en tak nasvet je natikače vedno s sabo, da ko greš po tuš, si v svojih natikačih, pa midva sva imela spalne vreče, oziroma vsaj notranjo spalno vrečo, taka bombažna ali pa svilena zadeva, da spiš v svojem. Zato ker v vseh nastanitvah, kjer sva midva bila, oziroma pač v nobeni niso redno za gosti menjavali posteljnine. Tako da pač vseeno je to Afrika, a ne? Pa čisto splošno mogoče neka stvar, ki jo jaz vedno vzamem, so vezice pa duct tape s sabo. Ker Jana pač, recimo v eni nastanitvi se je zgodilo, da sem mogel popraviti neko okno, ker pač drugače bi imela skozi odprto okno in pustila na stvari in tako pač take malenkosti, no, ampak ja, za sprotno popravljanje. Torej, res koristni nasveti, no, da si se zapomnite. In tako smo sedaj prišli do konca tega kratkega intervjuja oziroma raziskovanja Sudana, no, malo opisa te države. Za več vprašanj lahko kontaktirate Katarino in Rok ali pa preberete njun blog Lahkih nog naokrog. Če se ne motim, sedaj pa tudi lahko vidva predstavita mogoče, oziroma napovesta vajna potopisna predavanja, če imate kaj informacij, no, za tiste, ki jih to zanima. Kdaj imava o Sudanu? Da se zdaj spomnim na pamet. Vem, da bova imela 5. aprila v Litiji v knjižnici potopis o Sudanu. Drugega zdaj pa zdaj ne spomnim. Torej, morajo spremljati na vajnem blogu. No, ja, na blogu bojo napisana vsa potopisna predavanja, če bi nekdo hotel videti v živo, oziroma na socialnih omrežjih tudi objavljava, napoveva, kdaj bo okej. Ja, mislim, na spletni strani je tam nek zavihek, ki piše potopisna predavanja in tam Katarina zelo skrbno skrbi, da je vse popisan takrat, ko se dogovorijo za kaj. Ja. Torej, zdaj je bil to kratek uvod, kasneje pa boste preko fotografij pa tega dejansko predstavila vajno to atraktivno potno. Dejansko
stran od klasičnega turizma. In tako torej zaključujemo. To epizodo si boste lahko ogledali na YouTube kanalu Popotniškega združenja, kjer so tudi ostale epizode ali pa poslušali v obliki podcasta na temo namenjenih aplikacijah. Tako do naslednjič. Veliko potujte in se vidimo. Bon voyage. Adijo.